Demokrati izgubljajo podporo vseh, ker so postali popolnoma nori. Bill Maher pa jih več ne špara. Mislim, samo poslušajte, kaj ima zapovedati o tem. In končno novo pravilo. Donald Trump je povedal bilijon laži. Ampak, ko pravi, da so demokratični socialisti Amerike v resnici komunisti, tu ni ena izmed njih. In to je res. Ni res. Ni težko to dokazati samo s citiranjem DSA in njihovih kandidatov. J.D. Vance je bil v oddaji in povedal samo, da če bo demokratska stranka še naprej šla v smeri DSA, moj glas ni več samoumeven. in ves dopust sem poslušal, moj bog, zdaj si republikanc. Ne, tega nisem rekel. Rekel sem, da je moj glas v igri. In tukaj je razlog. Ker ne mine teden, da ne bi bral o kakšnem novo izbranem, vznemirljivem, novem obrazu v demokratski stranki. In potem, ko ta obraz odpre usta, iz njih pride komunistični manifest. Ali kakšna druga nora stvar. To ni komedija. Bill je običajno zabavan, ampak to ni smešno. To je neverjetno srce parajoče in žalostno. Ima popolnoma prav. In demokrati povsod, ker so dovolili, da pride DSA, ki so nori ekstremistični ideologi, so v bistvu prodali svojo stranko in nimajo več kam iti. Ker nisi republikanec, če si demokrat, ampak to še ne pomeni, da si popolnoma nor podpornik DSA. Mislim, to je srce parajoče. Ponovno, preberimo citate. Platforma DSA pravi, tvoje delo, delaš toliko, kolikor si sposoben in nič več, kot je potrebno. Če bi bilo to še bližje Marksovemu načelu vsak po svojih zmožnostih, vsakemu po njegovih potrebah, bi jih tožili zaradi plagiatorstva. Župan New Yorka, Mondani, je enkrat tvitnil Marksove besede dobesedno. Tega sploh ne poskušajo skriti. Njihov najbolj priljubljeni vplivnež, Hasan Piker, misli, da je komunizem tako kul. Žaluje za padcem dveh najbolj morilskih režimov v zgodovini, Sovjetske zveze in Kitajske pod predsednikom Maom. Mimogrede, pravi tudi, da si je Amerika zaslužila 11. september, če samo naštevamo stvari, ki jih ta človek, Hasan Piker, govori. Toda obstaja še veliko drugih stvari, ki jih komunistična partija, zdaj znana kot DSA v Ameriki, so pripravljeni javno priznati in tega ne skrivajo. To je tisto, kar je pri njih tako strašljivo. Naredili so toliko dela pri vcepljanju propagande ljudem, da lahko zdaj govorijo stvari, ki bi bile še pred nekaj leti popolnoma nesprejemljive in jih ni strah. Tega ne skrivajo. Ne poskušajo se infiltrirati, dobesedno to povedo na glas. Njihovi voditelji rečejo stvari kot so: ja, potrebujemo demokrate, ker bomo dobili njihov glas. Republikanskih glasov ne moremo dobiti, potem pa jih bomo vse izgnali. Mondanijeva pomočnica, njegova glavna pomočnica, Sia Weaver, je rekla: če ne verjamete v sveto pravico vlade do zasega lastnine, je konec. In osiromašiti belo srednji razred. Kaj? To je sil? Spet ni smešno. Ni smešno. To je dejansko tisto, v kar ta ženska verjame. Da bi morali osiromašiti srednji beli razred. Naj bi prestrašili ljudi, da bi glasovali za vas, kaj ne? Ena izmed novih, kmalu demokratskih poslank, Darlezija Chevalier, podpira zaseg. Je nora. Premoženje najemodajalcev in je rekla: zasezite sredstva za proizvodnjo. Mondani je dejal, da je končni cilj zaseg sredstev za proizvodnjo. Mislim, da želijo zaseči sredstva za proizvodnjo. Spet ni smešno, strašljivo, pravzaprav grozljivo. Morda si to zamudil v šoli ali pa sploh nisi hodil v šolo, ampak to je komunizem. Zdaj je koalicija znotraj DSA imenovana Marksistična skupina enotnosti v vzponu. In moram jim verjeti na besedo, ko njihove besede vključujejo: naša zaveza je dolgoročni boj za popolnoma osvobojeno, brezrazredno družbo. Z eno besedo, komunizem. Kaj morajo še narediti? Tvitniti: izvolite več komunistov? Ja, Sia Weaver je to naredila. Da. Dobro, vesel sem, da si šokirana. Ljudje morajo spoznati, da se to dogaja. Res morajo to spoznati. To je popoln komunizem. Ko ljudje govorijo o Mondaniju, strah pred njim ni le islamizacija. Ni samo to, on je čisto pravi radikalni komunist. In grozljivo je slišati in videti še več takih stvari. Jaz imam rad hinavsko Ameriko. Res jo imam. Poglejte, liberalci nenadoma obožujejo papeža. Papeža, ki je bil pred 2 tednoma povsod v naslovnicah. Veste zakaj? Izganjanja demonov. Ja, ta velika stvar o tem, da moramo izganjati, da so hudiči povsod. Takšen je ta prekleti papež, prav? Kip, ki izvaja izganjanja demonov, ne podpira istospolnih porok brez ženskih duhovnikov, ampak zdaj, ker se prepira s Trumpom, ga na MSNBC obožujejo. Podpirata ga Chuck Schumer in Eric Swalwell. Poglejte, demokrati, ta levičarska stranka, so popolnoma zašli.
Ko malo raziščeš, v kaj verjame DSA in njihov načrt za sistematičen prevzem, začneš ugotavljati, da to ni več teorija. To ni več neka za lase privlečena zgodba o komunistih. To je nekaj, za kar bi v 60 letih vse te ljudi aretirali in jih zavedno zaprli, ker so to zagovarjali. Zdaj pa so izvoljeni in prihajajo na položaje. In ljudje, čas je, da se prebudimo. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.